pred sodiščem malo čez, ne, 2 čez 1, evo ga, tukaj le eden. Zdaj bomo tle malo vprašali, kolega. Živijo? Živijo. Naj poveš, kaj dogaja? Kaj se dogaja? Ja? Ja, jaz mislim, da sodniki s svojimi izjavami pa zahtevami nimajo prav. Lahko bi začeli pravično soditi po dokazih, po tistem, kar je po zakonskem pravu, ne pa po svoji pameti, pa tako naprej. Ampak danes sodniki štrajkajo? Ja. To je zelo, bom rekel, kot je gospod Klep že poudaril, da je to praktično eno izsiljevanje in mislim, da tudi če bi imeli večje plače, da bojo sodili prav tako, kot se zdaj sodijo. Koga pa predstavljate, če lahko vprašam? Predstavljam pa sem z gospodom Klepom Bršu, ki imajo tole svojo podlipo sprave, društvo, in se tudi strinjam z njihovimi načeli in dejanji. Se pravi, proti skrivosodjem, samo pošten in trajni mandat. Tako je. A pa za trajni mandat se pa zauzemate? Zdaj, če si ga kdo zaslušne... Glavno za pravosodje, ne za krivosodje. Če boste šli pa noter pogledati, boste pa videli, kako sodniki delajo. In to kar naprej tako delajo. Ja, bom samo malo pogledati, če kaj delajo ali štrajkajo. Ja, delajo kot običajno. Trajni mandat je nesreča za Slovenijo. Ne samo za nas, ki živimo, ampak tudi za naše potomce. Trajni mandat se mora ukiniti, kajti trajni mandat je potuha sodnikom, da delajo kaj, da nič ne delajo, da sodijo ali ne sodijo, da sodijo pravično ali krivično. To je trajni mandat. Tega trajni mandata ne more imeti nihče v Sloveniji. Nihče. Noben oblastnik nima trajnega mandata. Niti kralj, niti cesar, niti predsednik republike. Nihče ne more imeti trajnega mandata. Kako? Pa da ne ima trajni mandat sodnik, ki lahko postane, ki je izvoljen, določen s svojimi 25-26 leti. Pa ne odloča o usodi človeka, o smrti in življenju. To je nepravično, da ne rečem nehigienično in skrajno nečloviško. To je naše stališče. Torej, trajni mandat je treba ukiniti. Trajni mandat zaslužijo samo tam v državah, kjer je tradicija, demokratska tradicija doma. Pri nas ni demokratične tradicije, malo več totalitarni režimi, ki so vladali pol stoletja in deloma vladajo še sedaj. To je naše mnenje. Hvala lepa. Lahko še tole povemo, Brez problema. Torej, sodniki štrajkajo, čeprav neuradno, uradno je to neka vrsta prekinitev dela. Dejstvo pa je, da so mnoge statistike pokazale, da imamo mi več kot še enkrat preveč sodnikov. To se pravi, sodniki delajo še enkrat premalo in imajo že zdaj svoje plače previsoke. Zato podpiramo tako ministra Šturma, kot ministra Viranta, da se zadeve pravično in v redu uredijo. Najlepša hvala.